Pozdravljeni. Rad bi vam predstavil program, ki je namenjen urejanju, izboljševanju in spreminjanju partnerskega odnosa. Menim, da je ta program zelo potreben, predvsem zaradi tega, ker je v sodobnem času prišlo do velikih sprememb na področju partnerskih odnosov, ravno zaradi tega, ker ni več prisoten ali pa je bistveno manj močen pritisk okolice na moškega in žensko, da gresta v partnerski ali zakonski odnos, tako kot je bilo to v preteklosti. In ravno zaradi tega, ker je zunanji pritisk na partnerski odnos bistveno manjši, kot je bil še 50 ali pa 100 let nazaj, se zdaj veliko bolj jasno pokaže pomanjkanje notranje privlačne sile med partnerjema, sploh v kasnejši fazi, ko sta skupaj že več let ali pa imata že skupaj tudi otroke. In namen programa, ki ga bom vodil, 30-dnevnega programa, ki ga bom vodil, je ravno to, da boste sodelujoči v programu dovolj dobro razumeli, kakšni so pogoji in kaj je potrebno zagotoviti ali pa kaj je potrebno odpraviti, da se poveča notranja privlačna sila med partnerjema, da uredita partnerski odnos na višjo raven učinkovitosti in seveda, da s tem partnerski odnos postane močnejši in razvije dovolj visoko notranjo privlačnost ali pa ohrani tisto notranjo privlačnost, ki jo imamo, ko se zaljubimo v nekoga, da potem ta medsebojna privlačnost med partnerjema ostane dovolj visoka in se z leti še veča oziroma viša, kar je nujno potrebno, če hočemo obdržati partnerski odnos funkcionalen, glede na vedno večjo kompleksnost življenja, ki jo čas pripelje skupaj z službami, z gradnjo hiš ali pa nakupom stanovanja, rojstvom otrok, vedno bolj kompleksno in zahtevno delovne obveznosti in stres. In seveda dviganje kompleksnosti življenja zahteva skladno tudi dviganje urejenosti in učinkovitosti partnerskega odnosa, drugače pride do vedno večjih težav, ki se potem zlorabe in vse pogosteje spremenijo v nesporazume, prepire, ločitve, samsko življenje, kronično iskanje partnerja, ki se vedno znova izkaže za neustreznega, ponavljanje napak in v bistvu obup ali dvig rok nad partnerskim življenjem ter sprejetje dejstva, da je bolje biti sam kot v slabi partnerski zvezi. Kar vsekakor drži. Namen AIQ odnosov, na katerih temelji program za izboljšanje partnerskega odnosa, je pa ta, da vam bom skozi 30 dni programa predstavil, razložil in omogočil, da razumete, po kakšnih principih in pravilih deluje partnerski odnos in kaj ločuje uspešen partnerski odnos od neuspešnega partnerskega odnosa oziroma kaj ločuje, kaj je tisto, kar omogoči, da se imaš s partnerjem z leti vedno rajši, da si z njim v vedno boljših odnosih, ne pa v vedno slabših, kar se verjetno večini zdi nenavadno ali izjemno težko dosegljivo ali pa dostikrat celo utopično in naivno, ampak v bistvu, če boste znali fizikalne in termodinamične zakone interpretirati za pravilno uporabo v partnerskih odnosih, boste seveda lahko tudi čas, ki teče in nič ne reče, vedno pogosteje uporabljali za to, da bo partnerski odnos boljši, namesto da bi bil slabši. To je v kratko namen programa. Program sem izvedel do zdaj že 3-krat in vedno so bili rezultati zelo dobri. Seveda vsaka ponovitev programa pomeni, da bo program še boljši, zaradi tega, ker se tudi jaz učim
na osnovi tega, kar vidim, slišim, na osnovi vprašanj, ki mi jih postavljate, na osnovi tega, kar opazim pri sodelujočih na kameri ali pa kar opazim če sodeluje par na kameri pri njiju dveh med samim programom in še posebej med vodenjem ali izvajanjem vaj. Seveda veliko število udeleženih potem v bistvu omogoča tudi to, da dobiš veliko izkušenj in veliko potrditev pravilnosti razumevanja sistema in dinamike partnerskih odnosov in zakaj je danes tako težko in redko imeti kvaliteten partnerski odnos v srednjih in zrelih letih. Sem Aleš Ernst, avtor AEQ metode, AEQ dihanja in AEQ odnosov. Namen samega AEQ-ja je od vsega začetka, kako razumeti in pozitivno vplivati na kronične težave, ki so sestavni del današnjega življenja, kako zmanjšati prepričanje ljudi, da pač kronične bolečine, stanja, bolezni in težave so nekaj samoumevnega, nekaj, kar se ne da preprečiti, nekaj, kar samo od sebe pride skupaj z leti in staranjem, čeprav to v bistvu ne drži. In dejansko je namenjen, najprej je bila AEQ metoda namenjena odpravi senzorno-motorne amnezije, potem pa skozi leta sem vedno bolj spoznaval, da je senzorno-motorna amnezija samo eden od pojavov, ki so vezani na neprimerno čustveno zrelost in neprimerno čustveno učinkovitost osebe, ki ne zna dovolj dobro zaznavati in izražati čustva, se pravi uporabljati čustva tako, da dobi podatke, kje je, kdo je, kako je in kakšni so medsebojni odnosi, kot tudi, da bi z izražanjem čustev lahko povedal, pokazal, naredil in dosegel, da uredi tisto, kar ga moti, ovira, ogroža in omejuje in da si zadovolji potrebe in izpolni želje, tako sebi kot tistim, ki so mu v življenju pomembni. S časoma sem zaradi novih spoznanj in razvoja tako sebe kot same metode, še posebej skozi učenje drugih ljudi, ki so se odločili za to, da bodo postali AEQ učitelji, razvil še AEQ dihanje in v lanskem letu še AEQ odnose. Predvsem zaradi tega, ker smo v šolskem letu 2021-2022, ko smo izvajali znanstveno raziskavo, ki jo lahko si tudi preberete, če želite, na naši spletni strani, ugotovili, da je zelo velika razlika med telesnim in psihičnim počutjem vezanim na kronična stanja med samskimi in vezanimi ljudmi, kot tudi med vezanimi ljudmi, ki so s partnersko zvezo vsaj približno zadovoljni, ali pa tistimi, ki so s kvaliteto partnerske zveze že dlje časa nezadovoljni. Opazili smo tudi v sami raziskavi veliko razliko, oziroma opazili smo, da samski ljudje veliko težje urejajo kronična stanja kot ljudje, ki so v zvezi, in ob raziskovanju, zakaj je to tako, proučevanju vprašanj in odgovorov in analiz življenja strank na individualni obravnavi, se je vedno bolj jasno pokazalo, da če želimo obvladovati zahteve sodobnega življenja takšno, kot je, in biti vsaj delno v parasimpatičnem stanju avtonomnega živčnega sistema, ker je nujen pogoj, da nimamo kroničnih težav, potem je bistveno bolje, če smo v partnerskem odnosu, kot ne. In seveda tudi, da kaj smo opazili, je, da se z leti kvaliteta partnerskega odnosa pri vseh ljudeh slabša, kar je pa v bistvu ravno nasprotno,
kot bi po zakonu časa pa ta odnos moral biti, ker če si predstavljate recimo, kak vozite avtomobil, dlje časa, ko vozite avto, boljši voznik ste, kaki ste na delovnem mestu, dlje časa, ko delate, več imate izkušenj, boljši ste kot delavec, hitrej rešite problem, enaka stvar vas spravlja v manjši stres, zaradi tega vam tudi recimo podjetje daje dodatek na plačo vezan na delovno dobo, ker pač se smatra, da ste za delovno dobo boljši, in tako progresijo, da s časom postajate vedno boljši v nekem delu ali v nekem odnosu, naj si bo to v službi ali pri športu ali recimo tako, kot sem rekel, pri vožnji avtomobila, je potem zelo nenavadno, da pa ljudje v partnerskem odnosu ne dosegajo enake spremembe, ampak da v partnerskem odnosu v bistvu na začetku so stvari v redu, potem pa dlje časa, kot partnerski odnos traja, večja verjetnost, da bodo stvari narobe, da se bodo stvari slabšale in da bo partnerski odnos vedno bolj zahteven, in seveda potem pride tudi do tega, da je število ločitev v bistvu danes že večje od števila porok, in tudi, da je vedno težje najti primernega partnerja, in tudi, da je sploh v zahodnih državah, še posebej recimo, ko gledam statistične podatke za Ameriko ali pa Združene Veliko Britanijo, je število ljudi, ki sploh ne vstopajo v partnersko zvezo, prvič preseglo 50%, mislim, da lansko leto, in da mislim, da za lansko leto je tudi podatek za Veliko Britanijo, da je več ljudi ali pa več družin, več partnerskih zvez imelo psa kot pa otroka. Kar seveda iz vidika čustvene zrelosti in zahtevnosti življenja logično, ker je pes manj zahteven od otroka, ampak samo po sebi pa pes ne more nadomestiti otroka, in seveda potem tudi, če ga nadomešča, vede ali ne vede, potem pride do zlorabe psa kot take, njegove funkcije, se pravi, tak pes v bistvu potem služi kot nekdo, ki umirja družinsko življenje ali pa partnerski odnos ali pa nadomešča partnerja, če oseba partnerja nima, ampak je dejansko ima psa, in seveda vsaka zloraba pa vodi v travme, v težave, in kronična zloraba pa povzroča kronične težave in kronične bolezni, kar pa seveda tudi lahko vidimo na področju, koliko živali, še posebej psov, ima vedno več kroničnih težav in so njihove bolezni v bistvu vedno bolj podobne človeškim. In ta težava, ki sem jo opazil skozi analize odgovorov pa podatkov in raziskave, je pripeljalo do tega, da sem v bistvu razvil AEQ odnose, in skozi AEQ odnose v bistvu učim in omogočam razumeti, zakaj odnosi niso v redu. Odnose delim na več področji, se pravi, najprvi je odnos s samim sabo, to se uči v bistvu skozi delo s samim sabo na programu individualno ali pa na delavnicah. Potem je odnos z drugo osebo, se pravi partnerski odnos, potem so odnosi z otrokom, četrta stopnja so pa odnosi s našimi starši, se pravi s preteklostjo, s tem, kar se je zgodilo, s tistim, iz česa izviramo, potem pa so seveda odnosi, se ukvarjajo potem tudi z odnosi izven družinskega kroga, v odnosih v podjetjih, v odnosih v športnih ekipah, odnos med športnikom in strokovno ekipo in tako naprej. Ampak v tem programu bom primarno se ukvarjal z partnerskim odnosom in s tem, kaj vse vpliva na partnerski odnos. Vsekakor pa je namen programa ta, da tudi tistim, ki so mnenja, da jim ni več pomoči, da imajo toliko slabih izkušenj,
da karkoli so poskusili, pa se trudili, pa dali vse od sebe, da se je vedno znova pokazali, da to ni v redu in da niso zadovoljni z rezultatom, ali pa da se je ponavljalo tisto, kar se je zgodilo že tolikokrat prej, da bodo na programu razumeli dinamiko, zakaj do tega pride, razumeli, kakšni so fizikalni razlogi, da se zgodovina ponavlja in da ne morejo premagati svoje usode, ali pa da boste bolj razumeli, zakaj ste v svojem otroštvu, v svojo podzavest nalagali vzorce, ki ste jih dobili od svojih staršev in njihove partnerske zveze ali pa odsotnosti partnerske zveze, in potem tudi vi sami, ko ste v partnerski zvezi, uporabljate vedno bolj, dlje ko ste v partnerski zvezi, bolj deluje partnerska zveza po teh podzavestnih vzorcih, in če te niso v redu, oziroma če ne vodijo v vedno boljšo partnersko zvezo, kar je bilo pa v preteklosti oziroma časih naših staršev pa njihovih staršev zelo, zelo redko, smo dejansko obsojeni na to, da bo tudi naš partnerski odnos, ne glede na to, koliko se zavestno trudimo dolgoročno, se razdrl in postal v bistvu podobno neučinkovit, kot so bili partnerski odnosi naših prednikov. S to razliko, da danes je to, da se ločiš, da živiš sam, postalo nova normalnost, tudi sami prihodki, pomoč tehnologije, urejenost mest, urejenost okolja, v katerem, ali pa varnost, v katerem, ki je bistveno višja danes, ki je bila 50, 100 ali 200 let nazaj, pa tudi omogoča, da lahko oseba živi sama, da najde vrsto načinov, kako nadomesti vsaj začasno, navidezno, dovolj kvalitetno pomanjkanje vpliva nasprotnega spola, tako z tehnologijo, kot z socialnimi stiki, kot z, tako kot sem že prej omenil, hišnimi ljubljenčki, in potem dobi občutek, da je bolje tako in da nima smisla se ubadati s tem, kako najdeti skupen jezik ali pa skupne interese z osebo nasprotnega spola, s katero potem bi lahko ustvarili neko solidno zvezo, ker se vedno znova upečemo. Medtem ko so naši starši, še bolj pa naši stari starši, živeli v okolju, ki dejansko ni omogočalo primerne kvalitete življenja, če si bil sam, naj si bo za moškega kot tudi za žensko, za razliko od današnjega okolja, ki to nekaj časa omogoča. Težava pa nastane, ker smo evolucijsko, strukturno in funkcijsko takšni, da nam manjka vpliv nasprotnega spola, predvsem zato, ker se moramo v prvem letu življenja dejansko odpovedati vedenju enega od spolov, zaradi tega, ker pač se moramo specializirati za to, da bomo bili določenega spola, zdaj ali moškega ali ženskega, odvisno pač od, ali smo XX ali smo XY kombinacija, in takrat v bistvu se tam nekje po 8. 9. mesecu začne prva faza razvoja seksualnosti, ko se v bistvu dvignejo spolni hormoni in se začne ta bolj jasno videti fantovsko ali pa dekliško vedenje, in takrat se v bistvu odpovemo, izgubimo en del sebe, se pravi fantek izgubi ali pa vedno bolj izgublja žensko vedenje, punčka pa vedno bolj izgublja moško vedenje, ki nam v bistvu tudi potem vedno bolj manjka in seveda vedno bolj hrepenimo, da to dobimo, kar nam manjka, in zato se potem tudi zaljubimo v spol, ki nam manjka, in potem vpliv tega nasprotnega spola nas dopolni, nas naredi celotne, in seveda obratno je pri partnerju z druga konca. Seveda ta notranja privlačna sila, o kateri sem govoril že na začetku, je pa odvisna od tega,
kako učinkovit je partnerski odnos in predvsem, kako učinkovito lahko ženska vpliva na moškega, da moški svojo jezo oziroma svojo agresijo uporablja z namenom, da urejuje tisto, česar je žensko strah. In bolj, ko je to možno, bolj, ko lahko moški za svojo agresivno energijo urejuje tisto, česar je žensko strah, bolj močno moški privlači žensko. In bolj, ko moški privlači žensko, bolj je ženska pripravljena moškega pomirjati. Se pravi, ona vedno bolj uporablja svojo žensko vlogo za to, da umiri in s tem tudi seveda vodi moškega. Moški pa vedno bolj uporablja svojo moško vlogo, da poskrbi za nered, da poskrbi za tisto, kar je nevarno, in s tem v bistvu omogoči okolje, v kateri se ženska počuti varno, pomembno, zaščiteno in zmanjša in da je v tem okolju število presenečenj nepredvidenih dogodkov minimalno, kakšno je. Če se to zgodi, v bistvu dobimo partnerski odnos, ki ima notranjo privlačno silo. Moški privlači žensko s tem, da svoje osnovno, glavno čustvo, v katerem je tudi najboljši in najbolj učinkovit v njegovi uporabi, gledano iz strukture telesa in živčnega sistema, in to je jeza, da s to agresivno energijo, s katero lahko vpliva na tisto, kar žensko moti, ovira, ogroža in omejuje, uredi tisto, kar ona teže uredi ali je pa manj učinkovita, ker ima drugačno strukturo, in ker on ženski da to, kar ženski primanjkuje, se pravi ta moška vloga, je potem žensko manj strah. Ženska ima zaradi tega nižji tlak v trebušni votlini, nižji, ko ima ženska tlak v trebušni votlini, bolj močno lahko uporablja svojo desno možgansko hemisfero, in z uporabo desne možganske hemisfere lahko vedno bolj jasno vidi gozd, vedno bolj jasno vidi v prihodnost, in jo je vedno manj strah te prihodnosti, ker v bistvu ve, da ima ob sebi moškega, ki jo lahko dovolj zaščiti ali je dovolj učinkovit v soočanju z presenečenji, neredom in nevarnostmi. In s tem v bistvu ona zna dolgoročno gledati, predvideti in usmerjati moškega, ter zaradi tega, ker ima nizek tlak v trebušni votlini, ga zna tudi pomiriti. In če moškega dovolj pogosto pomiri in ga prizemlji, kar je značilnost in ena od pomembnejših kvalitet ženske strukture, strukture ženskega telesa in ženskega vedenja, potem je moški dovolj umirjen in dovolj pogosto parasimpatičen, da dejansko lahko dovolj zrelo in odgovorno uporablja svojo jezo za odpravljanje tistega, česar je žensko strah. Moški, ki pa ima žensko tak odnos, ga pa seveda ženska privlači zaradi tega, ker mu da tisto, kar njemu manjka, oziroma tisto, v čemer je on manj učinkovit, če on uporablja, se pravi žensko vedenje, uporaba desne hemisfere, dobi vodenje, primerno vodenje, primeren vpliv, zato da ve, kaj narediti, čuti, da lahko ženski zaupa, ker ima ženska od njega primerno korist in mu tudi ona zaupa njem. In v takem primeru je on še bolj učinkovit v primerni uporabi jeze oziroma sintropičnih in entropičnih agresivnih čustev, ki imajo namen, da zaščitijo žensko in seveda tudi družino, ki nastane v takem partnerskem odnosu. In ko dobimo tak odnos, je v bistvu učinkovit v reševanju problemov, ker oba uporabljata, tako ženska primarno uporablja svoje žensko vedenje, se pravi levo stran telesa in desno možgansko hemisfero, moški pa primarno uporablja desno stran telesa, moško stran telesa in levo možgansko hemisfero.
in dobimo v bistvu to, kar v AEQ imenujemo idealen partnerski sistem, in to je sistem, kjer imata moški in ženska med sabo tako tenko kožo, da dejansko imata tako nizek informacijski vakuum in medsebojno senzorno-motorno amnezijo ali pa senzorno-motorno odtujenost, da deluje kot sistem, ki ima 2 glave, 4 roke, 4 noge in 1 telo. In seveda tak sistem je za reševanje problemov bistveno bolj učinkovit, kot pa če moški deluje samostojno in more uporabljati tako moški in ženski vpliv, ker je potrebno eno in drugo, in zdaj, ker je moški slabši v uporabi leve polovice telesa in desne hemisfere, je tudi slabši v pomirjanju, je slabši v prizemljevanju, je slabši v tem, da vidi gozd, ne pa da se ukvarja z drevesom, kar ne pomeni, da tega ne more narediti. Seveda lahko to naredi, ampak je manj učinkovit, kot pa če bi to delala ženska. To si lahko recimo predstavljate nekako tako, kot da če hočete privijačiti vijak, ki ima križno glavo, lahko uporabite križni izvijač ali pa navadni izvijač. Tudi z navadnim se da zašraufati tak vijak, ampak je bistveno bolj učinkovito to narediti z križnim, ker je lepše sede, boljši je prenos sile iz roke skozi izvijač v vijak, manjša je poškodba glave vijaka in verjetnost, da vam izvijač zdrsne in poškodujete okolico tam, kjer vijačite, ali pa se pičite, je bistveno višja, če ne uporabljate pravilnega orodja. Kar pomeni, če moški more primarno uporabljati žensko vedenje in desno hemisfero, ga to bistveno bolj utrudi in je manj kvalitetno narejeno in se srečuje z večjim uporom pri takšni uporabi, pri takem vedenju, kot če se vede po moško, se pravi, da uporablja desno polovico telesa primarno in levo možgansko hemisfero primarno, ki je pa seveda namenjena temu, da se ukvarja s posameznimi drevesi in vse tisto, kar je manj pomembno, odmisli, odreže stran in se fokusira na tisto, kar je trenutno najbolj pomembno. Pri ženski je pa ravno obratno. Ona pa, kar se tiče strukture telesa in živčnega sistema, bi morala uporabljati primarno levo polovico telesa, s katero je in desno možgansko hemisfero, ki pa vidi cel gozd, gleda vse, povezuje vse z vsem in vidi celo sliko veliko bolj jasno, veliko boljši ima stik s preteklostjo in kot recimo leva možganska hemisfera, in zaradi tega, ker se bolj jasno zaveda sedanjosti skozi boljši stik s telesom kot leva možganska hemisfera in ima boljši dostop do spominov in si bolj zapomne preteklost, jo bolj celostno razume kot leva možganska hemisfera, lažje določa prihodnost in vidi gozd bistveno bolje kot pa posamezno drevo in je v tem bistveno boljša kot recimo moški z levo hemisfero in desno polovico telesa. Seveda, catch je pa ta, da ženska lahko desno hemisfero uporablja kvalitetno in primerno le, če ima dovolj nizek notranji pritisk, se pravi, da ima dovolj umirjena čustva, kar je pa seveda možno samo takrat, kadar jo ni strah. Ker zdaj glavno žensko čustvo je strah, glavno moško čustvo je jeza in v bistvu jezo bi moral moški uporabljati glih zato, da je žensko manj strah, ker ko je žensko manj strah, v bistvu začnejo njeni možgani in ona kot celota delovati kot neke vrste sistem, ki zna zelo natančno napovedati prihodnost in vidi dolgoročno sliko, vidi gozd in potem lahko usmerja moškega, ki je pa bistveno boljši v manipulaciji z posameznimi drevesi, še posebej, če se mu ni treba ukvarjati s celim gozdom. Medtem ko ženska zato, da gleda kratkoročno, da je pod visokim pritiskom nereda
ki ga more urejevati, če nima primernega odnosa z moškim, če mora imeti moško vlogo, zaradi tega, ker moškemu ne zaupa ali se pa moški vede neodgovorno, še posebej zato, ker ga ženska ne zna ali noče umirjati, ali z te strani poskrbeti za njega, pride pa potem do tega, da se ta učinkovita uporaba moškega in ženskega vpliva strani moškega in ženske v partnerskem odnosu razpade, oziroma je ni, ali pa že v začetku tega ni, ker je se recimo ženska, ko je bila hčerka, učila od mame, kako imeti moški vpliv, moško vlogo, ker je bil oče pogosto odsoten, ali službeno, ali zaradi tega, ker je pač, ne vem, pil, ali zaradi tega, ker ni znal imeti partnerskega odnosa, tako ko se zagre, in je v bistvu potem zaradi tega šel v to, da je bežal od odgovornosti in od partnerskega odnosa kot takega, ker seveda je potem pa vodilo, ker ni izpolnjeval svoje moške vloge, tako kot je potrebno, da je mogla potem ženska prevzeti moško vlogo. Ko prevzame moško vlogo, mora potlačiti ali zablokirati žensko vlogo, ker pa pol vodi v to, da ne pomiri dovolj moškega. Seveda, hčerka od take ženske, od take matere, je zelo verjetno, da bo tudi sama, sploh ko bo bila v partnerski zvezi, ki se aktivirajo podzavestni vzorci, ki jih v otroštvu sprejmemo in spravimo od svojih staršev, da bo potem tudi ona sama imela podobno vlogo v svojem življenju in v partnerski zvezi, in bo seveda tudi zaradi tega pritegnila moškega, ki ima pa manj razvito moško vedenje, zaradi tega, ker če ne bi bila na strani moškega vedenja že gneča, in bo imel podobno vedenje, kot jo je imel njen oče, s tem, da bo pač to vedenje podobno v principu, ne pa nujno, da bo enako, ker kako se izogniti moški vlogi in odgovornosti in iti v to, da znaš potrpeti in da znaš se žrtvovati, zato da bo družini bolje in da bo žensko manj strah kot moški, je danes vedno manj prisotno oziroma je močno odsotno. In seveda v takem primeru ženska, ker se je prisiljena vesti primarno po moško, potem mora potlačiti svoje žensko vlogo, svoje žensko vedenje, izgubi sposobnost dolgoročnega razmišljanja, izgubi ali pa zmanjša se ji sposobnost preudarnosti, sposobnost, da razmišlja, da razmišlja, kako naprej, in pri tem razmisleku, kako v prihodnosti razvijati in funkcionirati, upošteva veliko različnih aspektov, se pravi uporablja desno hemisfero. Pride do problema, da desna hemisfera pri ženski deluje optimalno samo takrat, kadar je v nizki ravni aktiviranosti simpatičnega avtonomnega živčnega sistema, ali pa da je v parasimpatičnem načinu delovanja avtonomnega živčnega sistema. To je pa lahko samo takrat, kadar se v bistvu počuti v določenem okolju varno, pomembno, in da okolju zaupa. To je pa seveda predvsem, da zaupa moškim v tem okolju, ki imajo funkcijo, da uredijo vse potrebno, da se ženska in otroci v tem okolju počutijo v redu. Zdaj, če tega ni, seveda je učinkovitost reševanja problemov strani te partnerske zveze temu primerno slabša, ker moški ne funkcionira primarno po moškem vedenju in levi hemisferi, ženska pa ne po ženskem vedenju in desni hemisferi, je učinkovitost reševanja problemov zaradi tega, ker ženska ne vidi tako daleč v prihodnost in se ne upošteva napak iz preteklosti tako, kot bi bilo treba, ker ima previsoko notranje napetost in je kronično v simpatičnem stanju, in moški izgubi primerno vodenje, usmerjanje, ne zaupa ženski, hkrati ga pa ženska ne zna ali ne more ali noče umirjati, zaradi tega, ker jo tak moški z neodgovornim vedenjem vodi v nemoč, in seveda nemoč pa sproži sovraštvo, in če ga sovražimo, nekoga, ki ga sovražimo, ga sigurno ne bomo hoteli voditi in ga umirjati,
ampak poskušamo, da je čim manj z nami, da je čim dlje stran od nas, da imamo čim bolj površinski odnos, kar pa seveda vodi v postopen razpad partnerske zveze, ali pa kaj je še hujš, v taki partnerski zvezi potem otroci, ki instinktivno začutijo, da stvari niso v redu in da se stvari rapidno slabšajo, prevzamejo vlogo tistega, ki poskuša s svojimi čustvi, s svojim vedenjem, svojim vplivom in svojim žrtvovanjem nadomestiti tisto, kar partnerski zvezi manjka, in potem je tukaj zelo velika verjetnost, da se razvije tako imenovan čustveni incest, ko v bistvu otrok nadomesti odraslo osebo v skrbi za čustvene potrebe druge odrasle osebe v partnerski zvezi. O tem bom na programu veliko razlagal, še posebej skozi primere, ko bom odgovarjal na vaša vprašanja, zato da boste bolj jasno razumeli iz prakse, kako to zgleda, in se boste potem lažje poistovetili ali pa te iste principe uporabili pri analizi sebe in svojih partnerskih odnosov, svojega vedenja. In kaj boste opazili je, da če se ženska ne vede primarno žensko, moški pa primarno po moško, je učinkovitost reševanja problemov nizka, in če je učinkovitost reševanja problemov nizka, potem je medsebojna privlačnost v tej partnerski zvezi temu primerno nizka, in če je privlačnost v partnerski zvezi nizka, potem morajo drugi v okolici ali otroci ali okolica kot taka v obliki staršev ali sosedov ali kogarkoli pač v službi biti tisti, ki poskušajo to zvezo z zunanjim pritiskom ohraniti, da ne razpade, ker jim manjka notranja privlačnost kot taka, kar pa seveda takoj pelje potem do same zlorabe in do nezadovoljstva in neučinkovitosti takega partnerskega odnosa. Bolj, ko je pa nekaj neučinkovito, bolj nas odbija, več imamo težav s tem, ne moramo se s tem poistovetiti in pol ugotovimo, da je bolj, da smo sami, kot pa da smo v partnerski zvezi, ker nam očitno ni sojeno biti z nekom oziroma ne moramo najti tisto osebo, ki nam ustreza in nam leži. Zdaj, sam program vam bo omogočil, da boste v 30 dneh to dovolj dobro razumeli, da boste znali prepoznati in opaziti, kdaj ste v takem stanju in zakaj. In seveda potem, bolj kot to opazite in tudi občutite, ker je naloga vaj, ki jih vas bom tudi v samem programu učil, spoznate, kako sami sebi v bistvu otežujete življenje in zmanjšujete kvaliteto svojega življenja, sploh prihodnosti, in kako bi skozi uporabo teorije, ki se jo boste učili na programu, in vaj, s katerimi boste zmanjševali senzorno-motorno amnezijo in senzorno-motorno utajenost, ter s tem povečevali sposobnost, da začutite in razumete, kaj se dogaja v vas ali okoli vas v določeni situaciji, ter se pravi, s tem boste izmanjševali senzorno amnezijo ali pa senzorno utajenost, po drugi strani boste pa z vajami zmanjševali tudi motorno amnezijo pa motorno utajenost, kar pomeni, da boste vedno lažje in z manj odpora na telesno podzavestni ravni spreminjali svoje vedenje iz tistega, za katerega boste videli, da ni učinkovito, čeprav ga ponavljate verjetno že od svojih prednikov, kdo ve koliko generacij, da boste lahko z močjo zavestnega vpliva dosegli to, da boste lahko zavestno spreminjali dejanja, razumeli odpor, ki ga boste čutili na telesni ravni, kljub temu odporu ali celo zaradi tega odpora, ker boste potem vedeli, da to, kar počnete drugače, da je v bistvu prav, čeprav, če bi verjeli občutkom iz telesa, bi mislili, da je narobe, in boste v tem dovolj dolgo vztrajali, ker boste bolj razumeli, zakaj je tako, da bo prišlo potem do toliko velikega pritiska, bistveno bolj urejenega okolja in odnosa v okolju, da se bo začela spreminjati tudi struktura podzavestnih delov živčnega sistema in s tem dolgoročno dosežete to, da se stvari
celostno spremenijo in da v svoji podzavesti ne boste več imeli vzorcev, ki bojo priklicali določene vrste ljudi ali pa ki bojo konstantno vplivali na to, da partner kar naprej ponavlja tiste stvari, ki vam grejo zelo na živce, ki mu tudi jasno poveste, da jih ne marate, ampak za več kot teden, 2 ali 3 ne more spremeniti svojega vedenja in se vedno znova vrne nazaj na v staro vedenje, vas pa to vedno bo spravilo ob živce in vodi v to, da ste nepomembni, da vas ne razume, da vas ne spoštuje in jasno spravlja v nemoč in taka partnerska zveza spet jim manjka notranje privlačnosti in v času, v katerem živimo, v katerem ni zunanje sile, ki bi držala partnerski odnos ali pa sila, da morata biti 2 v partnerskem odnosu, potem seveda vodi do tega, da partnerski odnos razpade. V razpadajočem partnerskem odnosu pa seveda najbolj trpijo ravno otroci, ki kljub temu, da so poskušali vplivati na to, da bi se partnerska zveza med staršema obdržala, zaradi tega, ker otrok instinktivno čuti, da je možnost preživetja višja, če ima 2 starša, kot če ima samo enega. Enostavno jim to ne uspe, kar pa seveda samega otroka vrže v novo travmo in v njegovo podzavest zapiše vzorce in reference, da je taka partnerska zveza, kako sta imela njegova starša, nekaj normalnega in seveda je potem njegova želja in potreba ali privlačnost tega, da bi tudi sam šel v partnersko zvezo, vedno manjša in je odpor do partnerske zveze vedno večji. Privlačnost biti v partnerski zvezi vedno manjša in stabilnost partnerske zveze kot take vedno manjša, kar lahko danes pri mlajših generacijah jasno vidite in stvari postajajo sploh v razvitih družbah zahodnega sveta, ki so k sreči pred nami na tem področju, lahko vidimo, kam to bo vse skupaj pelalo. Zaradi tega je, vsaj po mojem mnenju in izkušnjah, učiti se več o ozadju uspešnih in neuspešnih partnerskih odnosov, v ozadju, da razumete, zakaj ste recimo v partnerskem odnosu s svojo mamo, do svojega partnerja imate pa starševski odnos, ali pa zakaj ste v partnerskem odnosu s svojim očetom, partner je pa v bistvu vaš ljubimec, čeprav ne seveda na zavestni ravni, ampak imate z njim bolj plitko zvezo, za starše imate pa bolj močno zvezo, ali pa zakaj ste v partnerskem odnosu s svojim otrokom, ki v bistvu vas razume, spoštuje in se vam prilagaja bistveno boljš, ko se vam to pa vaš partner in zaradi tega vas odnos z otrokom bolj privlači kot odnos z odraslo osebo, ker seveda za sabo potegne to, da pride do močne zlorabe otroka, ker se pa seveda na otroku pol pozna, ker ima cel kup kroničnih težav. Od težav z zdravjem, do težav z učenjem, do težav z psihičnim in telesnim razvojem. In tega je danes, nažalost, toliko ogromen velik, da postaja to v bistvu, po moji oceni, en od največjih problemov. Definitivno pa je to največji problem za prihodnost, zaradi tega, ker je kvaliteta partnerskih zvez v zadnjih 20-30 letih tako močno padla, da te otroci, ki danes rastejo in bojo čez 10 ali pa 15 let bili sami stari toliko, da bi po zakonu časa morali poiskati primeren partnerski odnos in v drugi osebi najdeti tisto, čemur so se odpovedali v zgodnjem otroštvu, zato da so lahko se razvili v moškega ali žensko, vedno manj in bo samskih ljudi vedno več, kar pa seveda potem vodi v to, da telo tako moškega, ki mu primanjkuje ženskega vpliva, kot ženske, ki primanjkuje moškega vpliva, vedno težje funkcionira in ima vedno več zdravstvenih težav, tako na fizični kot na psihični ravni. In sam program je dejansko namenjen tem, da boste to dovolj dobro razumeli in tudi
seveda potem skozi same vaje, ki jih bom vodil, ki so sestavni del samega programa, tudi občutili. Še posebej je program primeren za tiste, ki nimate v narekovajih sreče s partnerskimi odnosi, ki vedno znova kljub iskrenim poskusom in čisti želji, da si želite odnos, v katerem boste čutili ljubezen, spoštovanje, razumevanje in sprejemanje, tega nikakor ne najdete, ali pa mogoče na začetku še nekako izgleda, pa dlje, ko ste z nekom, bolj vse skupaj je nesmiselno. Zaradi tega, ker boste na programu lahko dovolj dobro razumeli, kakšne vzorce, kakšne nevronske povezave imate v svoji podzavesti in v svojem avtonomnem živčnem sistemu, ki ste jih prenesli od svojih staršev ali pa skopirali skozi življenje v partnerskem odnosu med vašim očetom pa med vašo mamo. In boste v bistvu dojeli, da dokler ne boste znali in dosegli konkretno spremembo teh vzorcev, ki vam otežujejo ali onemogočajo kvaliteten partnerski odnos, da enostavno bo vaša usoda več ali manj skozi enaka. In skozi naučeno v tem odnosu, sploh če boste recimo to kombinirali pa še s kakim programom za dvig čustvene zrelosti ali pa za urejanje odnosa s starši, boste dobili dovolj znanja in dovolj občutkov skozi vaje ter izkušenj, ki vam bojo dale dovolj jasno vedenje, da to, kar čutite, pa ni v skladu s tem, kar bi radi čutili, da je dejansko kljub temu, da vam ne ustreza, še zmeraj resnica tega, kako ste, in boste vedno bolj dojeli, zakaj se vam kar naprej ponavljajo neželjene stvari, zakaj se vam kar naprej ponavljajo dogodki, ki jih ne bi želeli in zakaj kar naprej trpite. Ker tak program vam bo v bistvu omogočil, da boste postopoma spremenili tisto, kar ni v redu in s tem postali vedno bolj privlačni za take ljudi, ki dejansko imajo take podzavestne vzorce in tako zavestno razmišljanje, da boste z njimi lahko postopoma vzpostavili funkcionalen partnerski odnos, ki bo dolgoročno gledano bistveno boljši od tistega, ki ste ga imela vaša starša. Namen programa je tudi, da tiste, ki ste v partnerskem odnosu, ta partnerski odnos v bistvu znate bolj globoko začutiti, razumeti in določiti, kaj v tem partnerskem odnosu je v redu, kaj ni. Še posebej je priporočljivo, da sta na programu oba partnerja, zato sem tudi v tem programu dal posebno ceno, če sta na eni kameri dva partnerja, pač moški in ženska, ali pa moški, ženska, ki lahko skupaj v bistvu izvajata, poslušata razlage, ob tem v bistvu lahko opazujeta reakcije, tako zavestne kot podzavestne, na tisto, kar slišita. In seveda potem tudi skozi vaje, ki imajo namen bolj jasno določanje čustev in bolj jasno izražanje čustev, ko sta hkrati en ob drugem na isti kameri in slišita en druga in opazujeta en druga, na kakšen način izvajata vaje, kje v bistvu partner naredi stvar drugače, kot jo jaz povem, in potem drug partner, ki to opazuje, to vidi in v bistvu potem začne tudi sam partner razumeti, da ni, da ga noče slišati ali pa da ga zanalašč ne posluša ali pa da zanalašč dela stvari samo zato drugače, da bi ga razjezil, ampak da dejansko kljub najboljši volji in pozornosti tudi ko mu čustveno nevtralna oseba, se pravi jaz v tem primeru povem naredi to pa to, povleči lev bok proti levi rami, pa tega ne naredi, ko mu rečem pa recimo potem potegni desni bok proti desni rami, pa to naredi, začne tudi partner razumeti senzorno-motorno amnezijo in senzorno-motorno odtujenost v
svojem partnerju in potem ga bolj razume in lažje si vzame čas in mu drugače in bolj jasno pove, kaj bi moral narediti in zakaj, ter na kakšen način, da bi lahko to spremenil. In bolj, ko bosta to videla en drugega in bolj, ko bosta potem skozi izražanje čustev en drugega opazila, kaj en razume pod jezo, kaj en razume pod ljubosumje, kaj eden od njiju razume pod zavist ali razočaranost, znala bistveno bolj določiti, v kakšnem stanju sta, in bolj bosta znala določiti, v kakšnem stanju, zakaj njun partnerski odnos ni takšen, kot bi lahko bil. In iz tega razumevanja ter lastne izkušnje ter dojemanja, kako kljub trudu ne more zaradi lastne podzavesti in vzorcev, ki so njej, ta pa druga oseba v partnerskem odnosu narediti stvari tako, kot je treba, pride do višjega razumevanja in potem seveda tudi lažjega skupnega dela in skupne spremembe. In ta dojemanje teh odnosov vam bo dalo veliko bolj jasno razumevanje, zakaj imajo eni uspešne partnerske zveze, čeprav jih je nažalost zelo malo, s tem, da ne smete tukaj mešati med tistimi, ki imajo dejansko uspešno partnersko zvezo, in med tistimi, ki imajo samo na zunaj uspešno partnersko zvezo. Takih je v bistvu zelo veliko, ki delujejo oziroma so v senzorno-motorni iluziji, da je njihova partnerska zveza uspešna, oziroma pogosto ljudje za uspešno partnersko zvezo štejejo že, če je njihova partnerska zveza boljša, kot je partnerska zveza njihovih staršev, kar je pa običajno v takih primerih ni toliko težko, ker je bila dostikrat taka partnerska zveza pri starših zelo slaba. In tukaj je pa v bistvu iluzija, da je njihova pa dobra, potem pa vidijo, ko malo bolj globoko pogledajo, da v bistvu sploh ni tako dobra, ker ne vem, kolikokrat sem že imel primer, ko me kontaktirajo, da ima otrok take in drugačne težave, ali pa tudi sam partner v zvezi ima takšne drugačne težave vezane za odnose, za čustva, za seksualnost kot tako. Hkrati pa pove, da je prepričan, da je partnerska zveza kvalitetna, da je dobra, da je vse v redu v njej. Potem pa, ko gremo v bolj globoko analizo in ko nekaj časa dela vaje, pa začne bolj jasno čutiti, kako reagira na partnerja, na njegove starše, na svoje starše, na otroka, potem se šele začne izkopavati iz te senzorno-motorne iluzije in vidi, kakšna je dejansko, da je resničnost bistveno bolj zahtevna in kruta, kot si je pa predstavljal. Predvsem zato, ker če si mislimo, da je vse v redu, potem nam ni treba skrbeti in se ukvarjati s tem, ker imamo že tako cel kup težav. In dejansko se pa zgodi, da če partnerski odnos ni v redu, potem so temu primerne posledice, ki jih ne moremo zanikati, ki jih ne moremo odpraviti samo zato, ker rečemo, da se je vse v redu ali pa lahko bi bilo slabše, ampak je nujno, da začnemo razumeti vedno bolj, po kakih principih je potrebno delovati in jih spoštovati, če želimo imeti uspešno partnersko zvezo dejansko, ali pa recimo tem celostno uspešno partnersko zvezo, ali pa ne. In primerno je, program je primeren tako za tiste, ki ste samski in imate težave z vzpostavitvijo primerne partnerske zveze, ki bi vas zadovoljevala, dolgoročno gledano seveda, kot tiste, ki ste v partnerski zvezi, pa niste zadovoljni s tem, kakšna je in bi, ali pa imate zaradi družinske tradicije visoko verjetnost, da bo vaša partnerska zveza, ki je mogoče zdaj še v redu, dolgoročno gledano vedno slabša ali pa se bo razpadla, da to preprečite. Povedal bi še, kako sam program funkcionira, da boste bolj jasno razumeli in presodili, ali
je to za vas primerno ali ni. Program je sestavljen iz 2 polovic. V eni polovici razlagam teorijo oziroma odgovarjam na vprašanja ter razlagam teorijo, ki jo je potrebno se naučiti in razumeti skozi odgovore na vprašanja. V drugi polovici pa vodim AEQ vaje ali pa dihalne module oziroma dihalni protokol. 3 dni izvajate AEQ vaje, 3 dni izvajate dihanje, AEQ dihanje in dihalni protokol. In ko to skupaj združite, sploh če ste v živo na programu, večino časa ali pa skozi, potem začnete dovolj jasno in vedno bolj globoko razumeti, kakšna je trenutna situacija in kaj lahko vi in vaš partner naredita kratkoročno, da bosta bila vedno bolj dolgoročno zadovoljna. Znate vedno bolj določati, kakšno je moško vedenje, kakšno je žensko vedenje, in se postavljati vedno bolj moški v primarno moško, ženske v primarno žensko vedenje. Razlagal bomo o osmozi, razlagal bomo o pritiskih, ki jih lahko uporabite za to, da se ženska premakne iz moške v žensko vlogo, moški pa iz ženske v moško vlogo ali pa iz šibke moške v močnejšo moško vlogo, kar bo seveda pozitivno vplivalo na učinkovitost reševanja problemov v partnerskem odnosu, kar bo znižalo pritisk v partnerskem odnosu in v družini, kar bo seveda potem pozitivno vplivalo tako na oba partnerja kot na otroke, ki živijo v tej družini, in tako postopoma odpravite toksično okolje, ki izjemno negativno vpliva še posebej na otroke kot take. Priporočljivo je zaradi dejstva, da se čustvena zrelost dviguje samo, če ste prisotni ali pa predvsem, če ste prisotni v živo, deloma seveda lahko tudi po posnetku, če je občasen, pa izvajate vaje po njem, nadomestite pomanjkanje biti v živo, ampak na splošno ne priporočam udeležbe, če ne morete biti vsaj 4 do 5krat na teden prisotni v živo, zaradi tega, ker če boste prevečkrat delali vaje po posnetku, vaje nima enak efekt. Druga stvar je pa, da v posnetku ni razlag, ni odgovorov na vprašanja in boste potem vedno večkrat v zaostanku ali pa ne boste dovolj dobro razumeli, da bi po programu lahko samostojno urejevali stanja. Če je to za vas prvo srečanje z AEQ-jem, vam priporočam, da si pogledate še webinar, ki sem ga objavil prejšnji mesec o programu za dvig čustvene zrelosti, da še tam malo dopolnite, da bolj razumete, kako in kaj. Drugače program poteka prek Zooma vsak večer od 8 do 9 ure, edino v petek je prost dan. Čeprav mogoče bom pri tem programu to že spremenil, da bo prost dan sobota in ne petek. O tem se bom odločil v naslednjem tednu. V glavnem program poteka 6krat na teden. Če imate upravičen izostanek, lahko zaprosite za dostop do posnetka vodenja vaje za tisti dan, ki vas ni bilo. Posnetek je narejen tako, da ga lahko pogledate samo enkrat in da ga ne morete ustavljati ali dati nazaj, z namenom, da izvajanje vaje po posnetku čim bolj izenačimo s tem, da ste bili na programu v živo, ter s tem zmanjšamo manjši učinek dela tega po posnetku. Zavedati se pa morate, da spreminjanje takih stvari, kot so partnerski podzavestni vzorci vezani na partnerski odnos, je v bistvu ne relativno, ampak je dejansko zahtevno in je najlažje izvedljivo, če ste prisotni v živo. Zato še enkrat poudarjam, da je najbolj dobro tako, če ste lahko v glavnem 6krat na teden prisotni na programu, ker boste takrat od programa odnesli daleč največ in boste v bistvu od programa dobili tisto, kar vam manjka, da dopolnite ali ustvarite potrebne vzorce in odnose, da izboljšate partnerski odnos. Mislim, da bi bilo to
dovolj za predstavitev, kaj program bo. Namen te predstavitve je bil predvsem ta, da boste vedeli, kaj vas čaka, kaj vam lahko na programu dam, kaj lahko na programu dobite in tudi in predvsem to, kakšna je vaša vloga na programu in kakšna je vaša odgovornost in obveza ter predanost, če hočete napredovati v partnerskem odnosu, ker tako ko rečejo, brez nič ni nič. In sodelovanje na programu pogosto ni prijetno, vaje, ki jih vodim, odprejo in pokažejo marsikaj, kar je potlačeno in razbijajo veliko iluzij, da so stvari takšne ali drugačne, pa v resnici niso. Zato vam že zdaj povem, da pogosto je neprijetno, ampak ravno ta neprijetnost, ki jo znate prenesti in s tem dvigujete čustveno zrelost, vam omogoča, da postajate vedno bolj zreli in vedno bolj se zavedate dejstva, da če fizikalne zakone kršimo, da smo v bistvu, da imamo življenje težje, če jih pa razumemo in jih uporabljamo tako, kot so zamišljeni, je pa življenje vedno lažje. Čeprav ni nujno, še zmeraj lahko, je pa vsaj lažje. In s tem boste razbremenili tako sebe, kot partnerja, kot, kar je še bolj dolgoročno pomembno, svoje otroke, ter jim boste v bistvu nudili drugačno izkušnjo partnerskega odnosa in drugačne podzavestne vzorce, ki jih bojo oni dobili od vas in vašega partnerskega odnosa, kot ste jih pa vi dobili od svojih staršev in starih staršev, kar je pa zato, da nam bo v prihodnosti manj slabo, po mojem mnenju nujno potrebno. Hvala lepa za vašo pozornost in vabljeni na program.